Dober večer, dobrodošli na večeru Društva slovenskih režiserjev. To danes je malo nekaj novega, ker smo se pogovarjali, da bi bilo fajn tudi mogoče vsako leto predstaviti kakšne mlade režiserske upe, ki pač jih bomo zdaj mi, stari režiserji, gledali z občudovanjem in strahom in se zasekirali, koliko mi nimamo nobenih idej in koliko smo bedni proti njim. In glede na to, da je zadnje leto bilo bolj v znamenju režiserk, vsaj kar se tiče teh kratkih filmov pri nas, pobrale gladko vse nagrade na FSF-ju in še tudi na FEK-u in tako da bravo. Smo se danes, in tudi glede na to, da smo se režiserke znotraj društva mičken organizirale, smo se odločili, da naredimo ta večer posvečen mladim režiserkam. To ni tako, kot v slovenskem filmu ponavadi, ko si mlad up do tam 45, pač to so res mlade režiserke danes. In bomo pogledali 3 filme, pa v vsakem filmu bo kratek pogovor z režiserko. Tako da po moje lahko kar začnemo s prvim filmom. Naslov je Srdo Hrt, režiserka in scenaristka, soscenaristka je Ester Ivakič. Bravo. In mogoče jo lahko po projekciji tudi vi kaj vprašate. Zdaj pa lahko kar štartamo. Dajmo zdaj en aplavz za Ester Ivakič, pa če lahko pride gor. Aha, tule so pa eni profesorji, ali kaj je to? Dobiš mikrofon. Živijo, živijo. A je žgal? Ja, je. Ja, nič, najprej čestitam za film. Zdaj sem se spomnila, ko je glih David Lynch, nekaj se vrača. A si slučajno fenica ali je to čist neka moja neumestna asociacija? Sem tudi, ja, kar. Po mojem bi mu bil kul ta film, ne vem, tako se mi zdi. Daj mi malo povej, kako si ti znašla nekako pri filmu sploh. Ti si študirala v Novi Gorici, a ne? In to je diplomski film, ali kako? Ja. Zdaj pa ni ti bilo dosti diploma, ampak še študiraš nekaj naprej. Ja, zdaj trenutno pač nadaljujem študij filma oziroma pač filmske režije na Akademiji za film. V bistvu, kako sem se znašla, pač da delam film, ne vem, pač nikoli nisem pač bila ta človek, ko je v otroštvu se rekel, ja, jaz bom pač delala filme in pač to hočem delati, ampak ne vem, vedno sem ful rada risala, pa pač ne vem, delala kakšne, ne vem, lutke iz papirja ali pa ne vem, stripe, no, v bistvu bolj stripe, no. In pol sem glih zaradi tega, ker sem htela delati nekaj v zvezi z animacijo, potem sem pač zvedela od prijateljice za Visoko šolo za umetnost in sem se vpisala tja, ker sem pač htela delati animacijo. In potem sem v bistvu tam prišla v stik z ljudmi, ki so delali tudi film in sem gotovila, da pač film ni, kakor sem pač prej mislila, da je tako rezerviran za neke ljudi, ki pač, ne vem, ki pač imajo nek ful velik talent ali pa znajo vse v kamerah ali pa in sem pač ugotovila, da je ful fajn delati to in da je ful enostavno in da je pač, mislim, ne da je ful enostavno, ampak da pač lahko se izražam tudi na ta način in me je pač priraslo k srcu, no, to. Delaš pa še vedno tudi animacijo oziroma naredila si par kratkih filmov animiranih na faksu, a ne? V bistvu, ja, 2, enega sem naredila pač skupino, mislim, pač več nas je bilo avtorjev, 7. Je šlo za v bistvu, je šlo za to stop motion, puppet stop motion, lutke smo pač premikali. Eno sem pa potem pač sama v 2. letniku naredila, je šlo pa za nek mešan tehnike, no pač cut-out mal slikanja, pa v bistvu vsega, no, ful analogno. Tako neki strgane so bile ene plasti, a ne? Ja. A se da slučajno te tvoje animirane zadeve kaj videti? Ja, se da, na internetu. Koliko poiščete, to je dosti zanimivo. Pa videla sem tudi tvoj prejšnji študentski film iz Gorice, ki se mi zdi, da ima tudi malo
podoben stil kot ta, v bistvu ti imaš vedno tako, nisi glih ta klasični scenarist, pa malo ta asociativna montaža, pa take stvari te zanimajo? A je res? Ja, mislim, ja, to mi je najbližje bilo vedno, ker pač sem pač na ta način, to mi je bilo najbližje, ker sem vseeno pač tak človek, da se ful znajdem v nekem svojem kaosu in potem nekako asociativno to povežem, ampak trenutno pa se pač tudi zdaj poskušam nekega reda, neke te strukture. Na grafiteju te bojo zdaj ukalupili, jojo. Ne. Ne bojo, ok, obljubljajo. Moram se pač naučiti nek red, neko strukturo si narediti pri tem. Se pravi, zdaj pripravljaš magistrski film, ali kako? Ja, v bistvu zdaj trenutno smo še pač v nekih scenarističnih pripravah, no zdaj še vse ful v povojih. Naslednje leto se bomo pa pač bolj resno posvetili predprodukciji. In to bo igrana zadeva, še ena, ne? Ja, igrana. Čakaj, kako je bilo pa naslov temu tvojemu prvemu študentskemu že, pa če se da tistega tudi kaj pogledati? Ja, tisti sem pa v bistvu s kolegico, ki je tudi igrala v Srdohrdu, zdaj so sorežirali, to je pa Ringelspiel vikend, se reče. Ringelspiel vikend. To, če kaj najdete, tudi toplo priporočam. Zdaj si se malo vrgla v režijo videospotov. Videla sem na YouTubu, prej sem šla prav pogledat in je to zdaj v 3 dnevih, se pravi videospot z ful prisrčnim naslovom, Tipi so pičke, in ima zdaj nekih 19,000 ogledov, ali kaj v 3 dneh. Ja. In tako prvi koment je, pa vi ste zadeti na YouTubu, kar se mi zdi ful dober kompliment za videospot. Tako da... Ja, veliko ljudi nas označi za degenerirance in pač, ja. Meni se zdi to the best, ker se mi zdi, da... Če hočeš, ne, ker je res, če hočeš, da pač videospot je bil vedno ta forma, ki mičkan odpira ene druge stvari, pa malo izziva. Pa se mi zdi, da če pač tvojega videospota ne označi nekdo za nekaj res degeneriranega, pol brez veze, da ga delaš mogoče. Ja, se strinjam. Daj mi malo povej, kako ste se produkcijsko lotili. Najprej mi povej za ta videospot, ker to vemo, da je pri nas zadeva, ki je pač noben noče več plačati in financirati. A je to bilo čisto gverilsko ali ste dejansko, kako je to nastalo? Ja, ful je bilo v bistvu pač gverilsko, ful smo, v bistvu band je tudi neki, mislim, Juca, pač punca, ki je pač v bistvu njen komad. Članica benda je dosti pač tudi svojega denarja vložila, pa vsak je pač dal, kar je pač lahko dal, nismo, ne vem, imeli ful veliko budžeta za to, ko smo se znašali na vsi. Koliko ste pa imeli snemalnih dni? 2, pa par ur. Dobro zgleda za 2 dni. Ja, tam nekaj. Daj mi še malo povej za ta Srdohrd, ker kakor jaz vem, v Novi Gorici ni glih tako, da imaš ful ogromne produkcijske možnosti in se je tudi treba bilo malo znajti. Pa mi daj malo povej produkcijsko, kako je to nastalo. Imela si tudi koproducente, oziroma ni bila samo šola, ampak so tudi nekje druge poiskala sodelavce. Ja, v bistvu sem se pač povezala z Temporamo, s produkcijo Temporama, z društvom Temporama in smo potem nekako... Jaz pač nisem prej poznala veliko ljudi v Ljubljani in ko sem pač prišla sem živeti, sem res iskala pač ene sodelavce, pač nove, ne vem, in sem v bistvu na ta način prišla do ful veliko fajn ljudi in smo potem skupaj si pomagali pa pač naredili Srdohrda. Koliko ste pa tukaj imeli, lahko mičkam poveš tako tehnično, če se spomniš, dobro, to je bilo že nekaj cajta nazaj, koliko ste imeli dni, pa kako tehniko, pa koliko časa je pol bilo za montažo? Ja, snimali smo, mislim, da, zdaj ne vem, mislim, da 4 dni ali 3,5, nekje 4, med 3,5 pa 4,5 dni, tam nekje smo pač imeli pač zablokirana to, pač eni koči smo živeli tam zraven tega jezerca, ki se ga pač vidi. Ko da to opremo smo imeli pač, ne vem, imeli smo ene ledice, pa nek fotoaparat. Ja, pa agregat.
pač take stvari. Next level agregat. Ja. A ima še kdo kaj za vprašati slučajno? Sam ne spraševati zdaj, kaj, ful verjetno grozen, ko folk sprašuje, kaj je point te zgodbe, ali pa kaj je v resnici se zgodilo. A rada to razlagaš, a imaš raj, da si folk sam razloži po svoje, oziroma te sprašujejo to, ker se mi zdi, da so vsi tvoji filmi, nočeš glih preveč direktno povedati gledalcu v faco, kaj točno ne si mislil in kaj točno se je zgodilo. Mislim, ne, ni da nočem, mogoče sam pač nisem našla neke te posredne, mislim, neke te neposredne, pač, ne vem. Pa da ni bedno, ne. Ja, pa da ni čist bedno, tako da v bistvu ja rajš povem, ne vem, ko po kakem pivu ali pa kaj, če je več časa, pa lahko grem v skrajnosti. Dobro, si probala srdo hrt koktejl? Ja, sem ga. Meni se zdi, da je ful močen. Meni tudi. Tako da, dragi obiskovalci, mislim, da jih je še nekaj ostalo, lahko stestirate po projekcijah. Ja, nič, Ester, hvala ti, ful uspešno zdaj na GRFT-ju naprej, pri tem magisteriju, upam, da niso problematični profesori. Nisem. A si dobila 10 za diplomski film? Ne spomnim se, mislim, da ja, ne vem, 9 ali pa 10. Dober. Mislim, Ok, ja nič, gremo kar na naslednji film. Hvala ti lepa, Hvala. dajmo en aplavz. Zdaj pa Male ribe, režiserke in scenaristke Maje Križnik. Se je v redu, mene je skoraj infarkt, ko sem gledala ta zob zdaj, tako da zdaj se ti bom malo maščevala tukaj gor. A si verjela? Mislim, nisem niti razmišljala, če verjamem ali ne, malo preveč mi je bilo bed. Ja, a si slišala to pravilo o tem, da pač se je treba otrok in živali izogibati in če si ga, zakaj? Ja. Zakaj ne poslušaš? Film je nastal v produkciji AGRFT, tako da si predstavljaš, da je bila to prva stvar, ki smo jo slišali. To je... Kaj? To so pametni ljudje, Ja, imajo izkušnje, vejo. Ampak, kaj pa vem, se ni bilo, mislim, z otroci ni bilo težav, z živalmi tudi ni bilo težav. Zakompliciranje je bilo v bistvu v smislu pač vode, ne, to je bilo kar tako. To je v bistvu neka taka prva stvar, ko se zdaj spomnim, da mi je malo tako, kaj je tudi malo povezan pač in z budžetom in s tem, da si res dobro pripravljen na vse to. Tako da z otroci pa živalmi v bistvu ni bilo sploh nič težav, pač otroci so the best. Kje si pa najdla to glavno igralko, pa kako si pol delala z njo, pa s prijateljčki? Poznamo se tako, kot ljudje, malo družinsko. Kot civilisti? Ja. V bistvu tudi s scenaristko Kajo smo malo na njo pisale. V bistvu ta cela ideja filma je štartala v bistvu iz enega mojega prebliska, tega nekega feelinga otroškega. Te scene pol ni sploh not, ampak tega nekega feelinga, ko pod mizo poslušaš nekaj, kar se odrasli pogovarjajo. No. Pa malo si domišljaš, da vse razumeš pa tako. Pa pol čez 21 let ugotoviš, da v bistvu si čisto vse prošteku. Ampak, no, v glavnem, no, in smo iz te scene nekako razmišljali, pa glih takrat smo se nekako veliko z Lano Brino videli in se je avtomatsko začeli v bistvu vsi te neki flashi, scenaristični so se nekako na njo, me je res pritegnila na njej, neki jezik smo takoj našli, no, skupen. Pa tudi pol z Janeskom, s tem pač njenim Borom. Tako da ne vem, to je bil tak meni res en ful velik užitek, no, res s temi otroci delati. Ja, dobro, pa, kar tako naprej. Ja. Pa si bil pa malo streniran? Ne, to je bila tudi debata, ampak je bil od nje, prav njen kuža, kar poslušan, no, ampak je z vsakim treniranim psom ne bi, po mojem, ona toliko dobro funkcionirala, ker to je pa res neka luštna navezava. Ker se mi zdi, da se čutno, da ni zdaj ta pes, ne. Ko še v kamero pogleda, pa pomežikne. To, ja. Kaj pa kure pa pač so kure. Ja.
Kaj te zanima? Kako? Ja. Ali pač postaviš kamero in snimaš in jim mečeš hrano in upaš, da se bojo Aha, pravo ta del, smer okej. obrnile. Ta del ni bil to kar jejo. Ne, to smo pa malo pač čakali, ne, da se kaj zgodi v bistvu, se ni. Ne moreš jih režirati, no. Mislim, je bil rekviziter izven kadra, pa jih metal noter. in zelo uspešno v bistvu, tako, da so imeli tudi omejen prostor, ker pa se pač porazgubijo, pa tako. To je bilo kar uigrano, moram reči. Tudi Kuža, ne vem, če ga je kdo opazoval, pač v tretjem planu ponovadi, ki je šibal okrog, to tudi rekviziter, pač ga je šibal, tako da, to je ful v bistvu, ja, animal handler v bistvu. Ne, super, super. Ja. Kar občudujem to. Ti, daj mi povej, to je tvoj diplomski film, ni pa to tvoja edina diploma. Ti si se znašla pri filmu v bistvu prek enih drugih stvari, ali kako? Ne, jaz sem mal, rada imela film, seveda. Nisem pa nikoli nekako, nisem, kako bi rekla, iz njega tega zaledja, da bi rekla, družinskega ali kulturnega ali okoljskega, da bi... lahko vam povem, da nazadnje, jaz sem iz Sevnice in ko sem bila recimo, ko sem bila nazadnje... To je zdaj, kakor se je jasno. Moram povedati, da sem nazadnje šla enkrat, že par let nazaj na kavo v Sevnici in me en gospod ugovori, prepoznamo jo po psu, ki je od našega fotra, pa tako. In ta gospod, ne, vem, okej, čigava si. In kva pa delaš, in že prvi faks, ko sem ga naredila, sem se najbolj bala tega vprašanja, ker sem mogla odgovoriti, ne, primerjalno književnost pa filozofijo. To pa kar ustal pogovor, no, tako. In zdaj, ne, okej, režijo, rečem režijo, okej. In ta gospod pa ful dolgo govori, skratka, in reče, da glih zdaj iščejo v nuklearki, no, pač režiserja, ne. Tako da to je bilo, no, tako v glavnem v takem nekem okolju dejansko pač, no. Nisem si upala, to hočem povedati, no, nisem si dolg časa v bistvu v življenju sploh upala pomisliti, da mogoče bi lahko kaj naredila. Čeprav tam on konc se mi zdi, da je ful veliko filmarjev iz tam. Ogromen. A je to sevanje? Mogoče je sevanje, ali pa sem to tlačenje. Mogoče. Ne, tako da ja, no, najprej je bila ta književnost, pa filozofija, ki mi je bil the best študij, pa me je pa pičal, pa sem šla Ampak a si snemala že nekaj na faksu, oziroma nekaj si se malo ukvarjala s tem? Ja, smo pa čist frendi, tako, nekaj smešnega. Ja. In zdaj si diplomirala in delaš tudi zdaj kaj novega, oziroma imaš kakšne plane, oziroma delaš, videla sem, da si bila tudi delala kot asistentka, režiserka, se pravi, najbrž se kaj naučila. To mi je zdaj recimo kar fajn se kaj še naučiti, ta postakademijska depra jenja. Ja. Ne, se ni bila grozna, ampak tako, rabiš, no, se veš, pač je en tak res v realnost, ki je nujen in hkrati bolečno na nek način. Tako da ja, malo se tako, ne, odpirajo stvari, ideje so, mi je pa zdajle ful dobro, pač, če imam priložnost, no, delati tudi v kakšni drugi funkciji, pač v bistvu kjerikoli funkciji na filmu, ker se mi zdi, da, prvič mi je ful fajn, drugič pa ne moreš se preveč naučiti, no, nikoli, tako da to mi je res dobro. Te pa zanima drugače dokumentarni in igrani film, ali imaš kakšno še? Ja, zdajle nekako moram reči, da kar vse nekako kanaliziramo neke igrane forme, kar je zanimivo, ker igranih filmov ful manj gledam v resnici kot dokumentarcev, ful imam rada dokumentarni film. Ne vem, no ja, zaenkrat sem nekako me vedno spelje, vsaj v razmišljanju, no. Bom videla, kam pa kaj naredila, no. Ja. Pa nekaj boš, ne? Ja. Treba je s scenarijem začeti, to je zmeri, se mi zdi. Ti si imela tukaj soscenaristko, ki pa je kdo? Kaja Balog, je pa drugače dramaturginja, ampak tudi bomo še v prihodnje sigurno. To je bila tudi en absoluten presežek za mene tega procesa na tem filmu, pač spoznati par ljudi, s katerimi pač vem, da bi delala skozi, no. Ona je ena od njih, bomo še kaj, no.
Super. Ampak kdo še slučajno? Kakšno vprašanje? Mogoče v zvezi s kokošmi, zobmi. Da mi sam še eno stvar povej. Ta dež, to je bilo slučajno? Ali ste snemali, ali ste čakali, da se bo ulil, ali ste izkoristili moment, ko ste... Je že bilo, ne, čist srečano. Nismo imeli tega luksuza, da bi imeli v scenariju deževno sceno. V bistvu je bilo prav tako, da je se malo sam šel za 15 minut od tja nekaj posneti in je pač pol to, se mi zdi, da ta en break prav prišel. No. Ja, taka fajna elipsica. Se mi zdi, da vidiš pol, kako čas mineva. To se mi zdi, da je vedno pol dobrodošlo, ko se malo atmosfera zamenja. Ja. Kakva pa je ta produkcijska realnost bila, ko sva že glih pri tem? Koliko ste imeli dni, kako ste imeli opremo? Ste imeli tudi zvibekej ali to AGRFT solo produkcija? Kako to zdaj izgleda? Zdaj je tako, meni se zdi, da smo bili neka druga generacija, ki je na ta Sony F5 snemala, ki je od Akademije kamera in luči so bile od Vibe, zdaj to jaz se ne bom tako dobro spomnila. No? Ampak je sigurno je Akademija produkcijsko ful bolj podprta, kot recimo to, kar je Ester prej govorila. Ne? V tem smislu smo mi ful razbremenjeni. To je, mislim, ni primerjave. No? Čeprav ne, je valjda, ne, se vedno čutiš nekako rezanga in tako naprej. To se boš tudi pol, verjetno, welcome to Slovenija. Mislim, ali pa kamorkoli v resnici, ne vem, če obstaja realnost, v kateri prideš pa rečejo deli, kvače, mislim, ne, ali pa kolikor časa hočeš, ali pa tako. Ne, zdi se mi tudi ful dobro v bistvu okolje akademijsko v smislu za prvi nek tak film, da je ta neka rigidnost, no, ko jo ne vem, če jo imamo po defaultu kdorkoli, no, ali pa mi umetniki, ja, bolj tako, ja. Ja, okej. Ja, no, se mi zdi, da jo včasih rabimo tudi v smislu, da vemo, da film narediti ni kar tako, ne, se pač usedeti pa zapeljati, pa, mislim, lahko je tudi, valjda, ampak... Če imaš 2 leti časa za 20-minutni film. Pač, če pa, ne, mislim, je pa, ponavadi pa za filmom stoji ogromen ljudi, ki pač so se odločili zelo pogumno v življenju, da bodo te stvari delali in je, mislim, se mi zdi fajn spoštovati pač te, mislim, dejansko naše poklice, no, mislim, to ni joke, ne, mislim. Govoriš o tem, da pač plačaš ljudi za 5 dni in pol jih v 5 dneh čim bolj poskušaš izkoristiti, ne, kar je logično in jih pol spustiti, da grejo naprej. Pa predvsem govorimo o tem, da je to prva neka izkušnja, ki jo ima nek mlad človek, ki pride na akademijo in se mi zdi to v bistvu, čeprav se takrat upiraš temu, pa si misliš, ne, ful bi bilo bolj, če bi sam šli, pa sam se bo neki, pa ne. Mislim, mene je to ful, kva, zdaj moram kar vse vedeti, pa kar vse splanirati, ne, tako, mislim, ampak najbrž tudi z izkušnjami znaš nekako boljš to med tem manevrirati, no, med to neko sproščenostjo, pa med tem, da morajo biti stvari malo organizirane, ker drugače, ne, pač nič ni. Ampak v tem smislu se mi zdi, da je pač kar cool, no, da recimo na akademiji imaš priliko narediti nek tak proper izdelek, no, v produkcijskem smislu zdaj, kva ti narediš, je, ne, druga stvar, ampak ja. Ja, možnosti pa kar so nekako, ne. 5 dni verjetno ste snemali. 5 dni, pa mislim, ja, no, pol pač sound profi, ne, great profi, mislim, te stvari pač, ko se zdaj pač ponavadi pol fehta za njih, ne. To je kar. Ta film je kar tudi že nekaj potoval, a ne? Mečkanje, ja. Po mojem tudi kar malo že končal, no. Ker je že, ja no, je že nekaj časa. Ja, to je to, ko imaš pol ta datum 2015, pa čeprav je bil na koncu 2015. To je v resnici 2016, no. Vem iz izkušenj, ker smo pol vsi ful hotel gospati na akademiji, pa tako ne, pa se, če smo imeli spit konc septembra, pa ne bomo pokazali, pa dajmo, pa smo vsi na špicah, neki, ne vem, upam, da kakšen profesor tukaj se za nazaj mi ne bojo težili, pa smo pa vsi kar napisali naslednje leto na špic. A ste, ne? Ma ja, včasih, ker smo. Ti si preveč poštena. Meni so rekli. Ja, nič, hvala ti lepa. Hvala te, ful veliko sreče in uspeha še naprej. Pa, če ti ležijo te živali, pa kar po moje. Okay. Pa en aplavz še za Majo Križnik. Zdaj pa še zadnji film, Dobrotek življenje, režiserke Urške Đukić.
Urška Đukić, pridi. Aha, ti si pa tukaj. A je ta zadnji kadar bil vedno v filmu ali sem jaz videla eno verzijo brez, a je možno? Ne, mogoče si prej nehala gledati. Ja, špica se začne, to je tako kot te Marvel filmi, veš, ko imajo Pa vedno na pobegneš koncu iz- nagrado. The best. Ja, za razliko od teh prejšnjih filmih, to ni diplomski film, ampak je profi. In zdaj, kaj to pomeni v resnici? Ja, to je v bistvu moj prvi film, ki je pač narejen po študiju in prvi film z nekimi resnimi sredstvi. Tako da jaz sem imela v bistvu ful srečo, ker sem takoj po magisteriju dobila sredstva za film, kar pa se ni po mojem zgodilo kar tako, zaradi tega, ker sem v bistvu za magisterij pripravila serijo o odraščanju, pač v tej formi, mešani z animacijami. In pol, ker pač nisem mogla celo serijo posneti, sem za magistrski projekt posnela samo eno kratek izsek in pač ga zapakirala kot kratki film. Potem pa sem v bistvu iz te serije vzela še en segment in naredila še en kratki film. In to je to. Ja, tako da je neke vrste serija kratkih filmov v istem stilu. A pa misliš še to nadaljevati ali greš zdaj na druge stvari? V bistvu pač bi bilo zanimivo nadaljevati, ampak me zdaj neke druge stvari čisto zanimajo in sem dala to nekako na pauzo. Bova o tem, kaj zdaj delaš, mogoče malo kasneje se bova vrnili. Veš, kaj me zanima? Jaz sem tebe spoznala kot montažerko najprej, tako skoraj, ne vem, kar dolgo nazaj. Ker sem montirala njen en kratki filmček, ne? Ja, nekaj smo delali za eno predstavo, pa so bili pa eni filmčki in tako pač ena montažerka in to si bila ti. In pol si šele, v bistvu najprej si bila montažerka in pa si šla študirati tudi režijo in še tudi animacijo zraven, ali kako je to, kako si ti prišla v to noter, kakšni so te ovinki bili? Ja, jaz sem v bistvu takoj po gimnaziji šla študirati kitajščino in sociologijo kulture in potem sem zelo hitro videla, da mogoče to pa res ni to. In pa sem pač nekako me je zanimal film pa animacija nasploh, pa tudi nasplošno umetnost in zaradi tega se nisem hotela čisto omejiti, pa sem našla to šolo, ker pač na nek način na začetku na dodiplomcu se učiš vse od fotografije, umetnosti, ne vem, filma, animacije in tako naprej. In sem pač to šla. In je takrat pri 17 letih sem posnela en kratki film, svoj prvi kratki film, ki se zdaj v bistvu nekako vračam na njega, ki je dokumentarni film, ampak je imel že takrat te neke animirane komentarje vmes, ki sem jih sama risala, take neke humorne, pretegnjene. Naslov je bilo Među vode in je pa o etničnih razlikah v Medvodah iz pač kraja, kjer sem odraščala. Ne? In ker sem tudi sama iz neke mešane familije, foter je od dol, mati je pa Slovenka, tako da sem potem nekako se me to dotikali in sem šla intervjuvati vse čefurje pa Slovence v Medvodah o tej temi in pa so res taka smešna scena, tudi župana. A je to kje na internetu? Ja, je na internetu. Res je še tako resuno mini devejko posnet in čisto pretegnen. No, ampak pol v bistvu sem nekako malo bolj se usmerila v animacijo, ampak montažo sem pa že takoj sama začela delati in sem tudi montirala v bistvu že od takrat naprej in se s tem nekako preživljala. In imam zelo rada montažo, v bistvu obožujem montažo, sem vmes razmišljala, ali boljš, da pač ostanem pri tem, pa delam filme od drugih, ampak imam očitno tudi nekaj drugega za povedati, tako da si pač želim oboje. In to je prvi film, ki ga v bistvu sem montirala z profi montažerjem. In kako je to bilo? Fantastično. Res, mislim, vedela sem, da pač, da sem ful dobra v montaži in da moram imeti nekoga, ki je ful boljši od mene, zato sem vzela profesorja za montažo,
Miloša Kaluska in je bilo res super, ker on je pač en tak pretegnen lik, ki ima veliko znanja in taki so mi ful všeč. In je bilo ful dobro, ker sva se nekako dopolnjevala, on je nekaj zmontiral, pa sem jaz pač mi ni bilo kaj všeč, pa sem vzela domov, pa sem jaz zmontirala malo, pa sem mu dala nazaj, pa je bilo tako zelo zanimiv proces dela. No. Ne fight. Ne, mislim, enkrat vmes je bil ampak on je tak, da rad provocira in pol, če mu rata, ampak je bilo tako smešen, da sem takoj padla v smeh in je bilo res super. No. Sem se ful narežala v bistvu v montaži pri njemu. To, kar je pa animirano, si pa tudi ti animirala? Ali Ne, v bistvu jaz sem potem... si imela animatorja? Ja, jaz sem delala animacije na faksu, ampak sem pol ugotovila, da nekako nimam tega zicledra, da bi skozi sedela pa risala in sem potem nekako se odločila, da imam vseeno zelo rada animacije in jih hočem delati v življenju, sem najdla res druge ful talentirane ljudi, ki znajo to boljše narediti od mene. To je vedno, se mi zdi dobro, ja, ti drugi talentirani ljudje. Daj mi povej o tem filmu, malo o teh produkcijskih realnostih, se pravi, si na faksu, delaš te študentske filme, imaš te omejitve, o katerih so se prej z Majo pogovarjali, in potem dobiš denar na razpisu od filmskega centra in za en tak projekt, ki je še kar ambiciozen, mislim, ki mogoče na papirju se sliši ful simple, pa ni veliko igralcev, ampak ni toliko simple. In kako to pol izgleda, koliko časa imaš za snemanje, kako ste sestavili to skupaj? Ja, jaz sem bila ful vesela, ker smo dobili denar, valjda, ampak v bistvu smo dobili ful premalo denarja in je bilo isto, kakor skoraj prej, ker smo pač friend defektala za to, da mi zastonj delajo. Vsi so bili neki plačani, sam ne zares velik. Tako da, ja, dobila sem 4 snemalne dneve, kar sem vedela, da je zelo, zelo premalo, ker pač ta film ima veliko igralcev, veliko lokacij in pač sem v bistvu pol izkoristila recimo testno snemanje, ker smo pač rekli, da bomo testirali stvari, pa smo potem v bistvu že kar planirali, pa smo posneli neke stvari. Pol pa seveda nam je zmanjkalo časa in sem še prosila celo ekipo, da mi pride še en dan zastonj oddelati in so prišli. Kljub temu, da v nas scena zdaj ni noter, razen ena majhna, ampak vseeno pač ful hvala vsem, ki so podpirali to, pa prišli zastonj delati. No. Tako da v bistvu ni bilo neki, se mi zdi, ful razlike. No. Mislim, da je bilo še malo težje v tem smislu, ka veš, da imaš denar, ampak ga v bistvu nimaš in potem misliš, da boš naredil tako, kot hočeš, pa pač ne moreš in pol, vse najbrž je tako pol skozi pač pri filmih, mogoče ti bolj veš, kako, kad dobiš sredstva, nikoli najbrž ni dovolj in pa se nekako znajdeš. Nekako vse lahko plačaš, sam nobenega toliko, da bi bil zadovoljen. Tako nekako se mi zdi, da je pol, ja. Ja, pejva zdaj se lotiti tega, kar počneš zdaj. Zdaj razvijaš ene projekte, bolj dokumentarne ali več različnih stvari? Jaz v bistvu delam ful različnih stvari. Ta pač serija je en tak poseben stil, tak ful barvit, malo otroški na ta način, pač obravnava neko odraščanje v tekem nekem otroškem stilu. In zdaj sem pa v bistvu, ja, še vedno se držim animacije. Zdaj recimo razvijam en kratki film, ki je v bistvu dokumentarni, animirani film in sicer za eno animatorko iz Pariza, ki sem jo spoznala na Siciliji, ki je tudi ful dobra. Naslov je Prvi poljub in je tudi tak neki, res recimo malo raziskujem te neke forme, neke narative, s katerimi lahko pač povem zgodbo. V bistvu me zanima več različnih stilov in mi je to raziskovanje me v bistvu draga. Kombiniranje pa. Se mi zdi, da je zdaj ful čas za te
Tudi po teh delavnicah, pol po Evropi vidiš te tako animirani, dokumentarni, igrani, to se vse nekako prepleta, pa fiction, non-fiction, tako da se mi zdi, da je to kar taka neka perspektivna smer, če znaš to dobro zmešati. Moraš pa najbrž imeti osnove v vseh teh stvareh. No, Bomo videli. Pač eksperimentiraš malo, ne. Jaz tudi v bistvu delam veliko eksperimentalnih filmov, recimo v času študija sem veliko eksperimentalnih filmov delala, ki so bili bolj galerijski in so se vrteli v galerijah, recimo zdaj eno od njih je še posebej uspešen, ki se je zdaj Zavod za sodobno umetnost ga je vzel in se vrtel v New Yorku pa v Los Angelesu in naslednji mesec na Dunaju. Naslov je? Persistence. To je pa ena serija, ki jo delam tako čisto za dušo, v bistvu govori o vztrajnosti. Vsako leto naredim en kratek video, čisto 1 minuten in na začetku je govoril o vztrajnosti pač nekako narave in človeka in te pač večne borbe, ampak zdaj pa začel že malo govoriti o tej moji vztrajnosti pri tem, kar delam. In sem rekla, da bom delala 10 let in pa bom imela razstavo vseh. In koliko časa zdaj že vztrajaš pri tem? 4 leta. Dobro je. Delaš pa tudi zdaj en dokumentarc, se mi zdi, ali celo več njih? En daljši dokumentarc sem si zamislila, ki ga zdaj že nekaj časa raziskujem, sam ni tako simpel za izvesti, pa tudi pač res rabim sredstva, ki moram od nečesa živeti. In ne morem kar pač iti zastonj snemati. Tako da naslov je Lovke in govori pač o ženskih lovkah, ki pač se nekako kosajo s temi moškimi lovci v tem njihovem zelo pretežno moškem svetu. Se pravi ženske, ki lovijo živali, ne lovke od hobotnice. Ja. Ne. Meni je ful všeč ta dvoumen naslov, ko rečeš lovke, pomislim najprej na tega nekega Ja, in to sploh ljudje sploh ne vejo, da je v Sloveniji okoli 400-430 ženskih lovk. In vsi, ki pač jim rečem naslov lovke, so zmedeni, ali je to neka hobotnica, ali je to neka ženska lovača, ki lovi moške. To je pač prve asociacije. Ne? Ampak ja, so zelo bizarne, zanimive te ženske. Zdaj so me sprejele v društvo slovenskih lovk. A si učlanjena? Ne, kot podporni član in pač sem šla z njimi na par lovov in je tako bizarno, da pač tudi sama še ne vem čisto točno, kaj si mislim in moram tudi to nekako ponotraniti, kaj hočem zares tukaj sploh povedati, ampak nekaj me driva, nekaj očitno moram tam raziskati in upam, da bom dobila sredstva. Pa da boš najdla nek zanimiv način v to. Daj mi še povej, ta tvoj, ne vem, slišala sem, ful je bilo nekih asociacij, ko se je ta film začel vrteti, pa so eni rekli, ja, to je malo tako Wes Anderson, čeprav meni se ne zdi Wes Anderson, mogoče ima ene par kadrov. V bistvu vedno imaš ful rada te detajle, tako iz detajlov nekako sestaviš zgodbo. A imaš kakšne tako priljubljene avtorje, po katerih se malo zgleduješ, pa skombiniraš, a pa se ni treba povedati, če nočeš? Mislim, jaz imam ful rada filme na splošno, jaz gledam ogromno filmov in tudi serij in ne morem zdaj pač vzeti enega, ki mi je ful dober, ker se mi zdi, da je veliko dobrih režiserjev, ki naredijo res hude filme. Pač, ne vem, vsi, mislim, vsi to dobri. Kaj jaz vem. Mogoče pri tem filmu je res mal na ta Wes Anderson stil, zaradi tega, ker je mal ta otročji francoski barvit stil. Ampak mogoče pa recimo mi je bil takrat tudi ful všeč Sorrentino, ki je tudi tak zelo, sem imel všeč njegove scene, kostumi in tako naprej. Drugače pa pač ja, tudi ne vem, recimo Jane Campion mi je ful všeč kot režiserka. Pa tudi ful imam rada sodobno umetnost, pa ne vem, pač probavam gledati. Recimo zadnje čase mi je zanimiv ta nek minimalizem od Jurija Ankaranija, ki je v bistvu čist drugačna naracija od vsega in sam nekako neko lepoto tega pač življenja, pač čutiš pa neke emocije, ampak ja, mislim, nekako raziskujem.
Pravilno. Ma še kdo kaj za vprašati o filmu Dober tek življenje? Ali pa če bi jo kdo kot montažer rad najel, mogoče bomo pol v kafiču lahko. Ja, nič, pa Urška, ful ti hvala, čestitam in želim srečo zdaj naprej na razpisih, ne, in tudi vsem ostalim puncam in tudi fantom tukaj, ki mogoče se boste kaj prijavljali. Zdaj bo nova runda razpisov zunaj na SFC-ju oziroma je že, tako da kar pogumno naprej. V preddverju pa mislim, da se nadaljuje tako ta pre-party, zdaj after-party. Mislim, da je še nekaj koktejlov ostalo. Neke tortice so. A si ti probala svojega? Z nekimi z naslovi filmov. Aha. Enega Srdo Hrdo sem spila, pa je bil kar... No, zdaj pa dajmo še en dober tek, mogoče. Ok, ja, hvala, da ste prišli. Večeri DSR se bodo nadaljevali naslednjo sezono, letos imamo pa, oziroma to sezono, zdaj pred poletjem še en dogodek, ki pa ne bo toliko večer DSR, ampak bo bolj jutro DSR. In sicer bo tukaj pogovor odpisanih, smo rekli malo temu, med Joškom Rutarjem in Hrvojem Hribarjem, se pravi bivši direktor Slovenskega filmskega centra in Hrvaškega audiovizualnega centra. To bo junija, tako da ful lepo vabljeni tudi takrat, če vas zanimajo bolj te grde produkcijske podrobnosti. In lepo se mejte danes večer še naprej.